Dober večer, obtožbe, ovadbe, obsodbe, vse to je ta teden doživel predsednik vlade Robert Golob. Je res nezakonito poskušal vplivati na delo policije ali gre le za maščevanje bivše sodelavke? Kdaj sta se prvič srečala? Kdaj sta se drugič srečala? In kakšna so pravila rabe dvojine? Kdo stoji za vsem skupaj in seveda najbolj pomembno vprašanje, ki si ga vsi zastavljamo, ne? Bom postavil kar zdaj predsedniku vlade Robertu Golobu, ki je z nami v studiu. Gospod Golob, dober večer. Dober večer. Boste odstopili? No, tako kot sem že rekel enkrat lani, kar se tiče mojega odstopa, je to film, ki ga Janez Janša ne bo videl. Dobro, gre za film. To je to. Ne? Dobro, gremo naprej. Tega filma ne bo videl. Kaj pa serijo? Humoristično serijo morda? Ali pa risanko? Ma gledajte, karkoli se zgodi, jaz odstopu ne bom. Ma lahko povem, da se zdaj s koalicijskimi partnerji borimo za pravico do odklopa in ko to uredimo, se bomo posvetili še pravici do odstopa. Ampak zdaj še nismo tam, je treba še malo počakati. Torej želite reči, da vi bi odstopili, ampak nimate te pravice? Tako je, jaz imam dolžnost, da pripeljem Slovenijo ven iz tega janšizma in vsega in bomo tudi to naredili, pa tudi če zjebem celo državo, ni važno. Jaz sem ljudem to obljubil in to obljubo bom izpolnil. Samo trenutek. Nekdo me kliče. Halo? Prosim. Halo? Ja, ti, Golob. Igor Bavčer tukaj, ne. Igor. Ja. Veš, kam šparati, ne, če zdaj v zaporu, prbanske to, ne. Ne, če ne zastopam, povej še enkrat malo bolj jasno, ker te ne zastopam nič. No, me zastopam zdaj, me slišiš, Igor Bavčer tukaj. Igor, živa, kaj je, povej hitro, veš, sem sredi intervjuja, kle na popi. Ne, tle ne, če boš igral basket, tle, za centre. Kaj v zapori? Nisem, jaz vozim kajak. Kaj maj kakšno reko tam na dobu? Puskajak, drž se žoge, bot Luka Dončić, tisti Kaunzri, pa to so vsi kolani zgume. Igor, daj mi povej, kaj lahko zrihto kakšna brzica tam na dobu? Kakšna brzica? Brzica, za kajak vozec, na dobi maj kakšne brzice. To se ne samo moraš teh brzic brati. Ne sme se skloniti kot kajak. Absolutno, moraš tam vladen zgivati, gledaj, tam ne zakrival nisi, tam ne ti si zaplejan. Ne zastopim. Nisi prav velik, ne. Gospod Golob. Ta boš mogel paziti. Samo malo sem na telefonu, samo malo. Kdo vas kliče? Samo malo na telefoni sem, no. Igor, sorry, ne slišim, ma kle mi slak upadal besedo, ma kdo zdaj voditelj te vdaje, slak ali jaz? Halo, Igor, povej. Ja, kaj sem ti hotel reči, ne, tam je baskete se drž, košarke se drž, lažje v zaporu preživel, če žbanske špijamo, pa ga enega zakucaš, pa je to to. Ma težko kucam, jaz težko, ma sem mehen, ma dobro, če ima tiste bele superhotence, kakaj me je dal, tisto je Ne, sam ne v belih superga, to pa bele superga odpadajo, to je dosti. Dobro, hvala Igor, radi, še kaj moram naprej, ma tu slak me kle, moram voditi vdajo, imam na Pop TV, sem dobro, gledalke, a ti vodiš vdajo? Ma kaj ne vodiš, vodi poje vdajo? Gospod Golob, kdo vas je klical? Bavčer. Kaj pa je želel? Zakaj vas kliče obsojenec Igor Bavčer? Ma klical me je Bavčer, pa kaj, pa nekaj... Kaj vas je vprašal? Nisem ga zastopil, točno. Jaz Bavčera nikoli nisem slišal, življenje ne. Ma se nismo slišali nikoli. Ma tudi danes, jaz ga nisem zastopil. Je to razlika. Jaz se z Bavčerem nisem pogovarjal, Gospod predsednik v bistvu sem se pogovarjal, samo ga nisem zastopil. Gospod predsednik vlade. Nisem nikoli pogovarjal z njim, da bi ga zastopil. Gospod predsednik vlade, vi ste meni rekli, da vas je klical gospod Bavčer. Ja. Na lastne oči in ušesa, ne, sem slišal in videl, da ste se pogovarjali po telefonu z gospodom Bavčerjem. Sem se. In zdaj mi pravite, da se niste. Nisem, ker ga nisem zastopil. Kaj vam je rekel? On se je pogovarjal z mano, ne jaz z njim. Kaj vam je rekel? Ne vem, ker ga nisem zastopil. Če ste govorili v brzicah na dobu, torej ste ga razumeli? Pa nisem rekel brzice, jaz sem samo rekel, Bavčer, imaš prehitro brzino govora, da je bolj počasi, ker te ne zastopim. Gospod predsednik. Gremo naprej z intervjujem, kaj me mata sta zdaj tukaj. Dobro, prižgi kamero, gremo naprej snemat, veš kaj ti hočem povedati, ne? Dobro, gremo. Veš kaj ti hočem? Ne, prižgi kamero, pa daj mi trotel boben gor naštimaj, da bom naprej lahko sprašval. Veš kaj ti hočem povedati, pizda kurac, razumeš? Dobro, daj, gremo naprej snemat.
Se upravičujem, gospod predsednik vlade, greva naprej. Dobro. Takoj bova. Trotal Boban mi naštima, veš, kaj ti hočem povedati. Dobro, gospod predsednik vlade, ne. Vajno srečanje, ne, s Tatjano Bobnar, ne. Povejte mi, kdaj ste se prvič srečala? Glejte, dobro, še razčistimo tu s Tatjano. Midva s Tatjano smo se srečali samo enkrat. Samo enkrat. Točno tako, enkrat pred volitvami, enkrat po volitvah. To se pravi, ste se srečala dvakrat. Sem rekel dvakrat. Dobro, sem se zmotil, mislil sem 4-krat. Dobro, to se pravi, da se srečala večkrat. Tega nisem jaz rekel. Jaz sem rekel 4-krat. Rekli ste 4-krat. Ma jaz sem rekel, ja. To se pravi, Pa tu je večkrat. lapsus. Sem mislil reči 4-krat, to mi je Primorci tako rečemo. Ne? Dobro, Pa rečete. nisem rekel 4-krat. Rekli ste 4-krat. 4-krat sem rekel, ne 4-krat. Gospod predsednik, 3-krat. Kdo je rekel 4-krat? gospod predsednik vlade, se pravi, sta se vidva videla večkrat. Ma to je nehaj štrikat, tako se reče to na Primorskem. Nehaj štrikat, povej direktno. Kaj bi rad zvedel od mene? Koliko? Jaz povem direkt. In Tatjana, potem, ko je postala ministrica, ja, jaz se nisem videl niti enkrat. Ne? Ampak predtem je pa skozi hodila k meni, pa mi težila. Dobro, Pa kako je človek vodi državo na tak način? Gospod Porce Indija. Imam novinarja, ki mi štrika, imam ministra, ki mi štrikajo, imajo Bobnarjeva, ki mi štrika, pa se samo štrika v tej državi. gospod predsednik vlade, Štrika in slika, in to je to. Na eni strani se slikaj, na drugi strani se štrikaj. gospod predsednik vlade, torej sta se srečala večkrat. Nikakor, in to me najbolj moti pri celi zadevi, da se stalno spreminja zgodba. Da vsakeč, ko koga vprašaš, ti pove nekaj drugega. In je jasno, da tukaj gre za napad name, na vlado, na Samo moment. Halo, pa kaj spet, dume kliče. Ustav kamero. Veš, kaj ti hočem povedati? Halo! Halo! Kaj je predsednik vlade? Lažni alarm. Ni nobenga. Ne. Torej lahko nadaljujemo z intervjujem. Lahko nadaljujemo z intervjujem. Dobro. Dej naprej pa hitrejš mi vrt. Vprašanja, ki jih ne sledim, no. Veš, kaj ti hočem povedati, ti moraš tukaj njega noter zumirati, ker imam še bagulo za naprej. Veš, kaj ti hočem povedati? Dobro, z mano. Dobro. Ja, slišim. Dobro, gremo naprej. Se opravičujem, gospod predsednik vlade, gremo zdaj samo korak naprej. Razumeš, nekam moramo... Štrikaš, fant, štrikaš. Ne štrikam, ne štrikam. Gremo naprej, snemaj. Dobro, gremo. Z mano v studiu pa je tudi Aljoša Bagola, ne, ki predstavlja svojo 4. knjigo s pomenljivim naslovom Zapor proti čebuli. Dober dan, ja. Dober večer. Zdaj, moje prve knjige so bile namenjene ljudem iz poslovnega sveta, za ljudem, ki so izgoreli, ne, v želji po ustvarjanju, v neki želji po doseganju višjih ciljev, ne, in tako naprej. In ko sem pisal te knjige, sem se spraševal, ne, kdo bo to kupil, kdo bo to bral in kdo ima danes sploh še čas brati. In zato sem seveda kot vsak pravi literat, ne, najel agencijo in naredil analizo trga, ne, ki sem gotovil, da je ena ciljna skupina, ne, ki veliko bere, in to so zaporniki. Zaporniki? Zanimivo. Da si slišal zdaj, gospod Zanimivo. Bagola, on pa po dolgem času nekdo v studiu, ki pa ne štrika. Zanimivo. Ne? On pa ne štrika, on pove tako, kot je. Gospod predsednik vlade, prosim, če se malo umirite. No. Kaj sem umiril? Samo umirite se, vi gospod, vodite oddajo, jaz gospod vodim- Bagola. vi vodite. Jaz vodim to oddajo. Jaz pa državo. Vi vo- Ja? In se vidi ta razlika, ne? Ja, In se se vidi vidi. velika razlika, Se vidi. ne? Da eni že 35 let vodimo, eni pa čez noč, ampak to zdaj ni pomembno. Ne, gospod Bagola, nadaljujte. No, zdaj, kar je bilo zame še bolj zanimivo, ne, in to kaže seveda naše analize trga, pa je, da je med zaporniki vedno več politikov, ne. Gre za nek trend, ki ga seveda moramo upoštevati, zato sem se odločil, ne, da to združim in da je moja 4. knjiga v bistvu posvečena samo njim. Dobro. Kaj lahko najdemo, ne, gospod Bagola, v knjigi? Kakšni konkretni nasveti za življenje v zaporu, ne?
mogoče navodila, kako pretihotapiti telefonno celico, kako narediti nož iz zobne ščetke, ne? Mogoče nekaj nasvetov tudi Ne, za ne. predsednika vlade. Ne, zdaj seveda ne. Jaz v svoje knjige nikdar ne dajem nobenih konkretnih rešitev. Ne. To potem lahko dobite na mojih predavanjih, ne, ali pa na mojem osebnem coachingu. Ne. Zdaj gre bolj za to, kot jaz temu rečem, ne, so to neke misli, ki ti dajo misliti, ne, ker beseda misliti vsebuje tudi besedo misli. Ne. In, ali kot sem Dobro. pač zapisal zdaj, recimo v svoji 3. knjigi, ne, bolje je imeti maslo na glavi, kot misli na kruhu. Ne. Dobro. Ker seveda človek, ne, ki sedi zaprt, ima čas in ta čas lahko kvalitetno porabi. Dobro, kvalitetno. Če cel dan recimo razmišlja, ne, kaj sem Če- pač jaz hotel povedati v knjigi. Ne. Dobro, zdaj pa smo dobili iz režije, mi sporočajo, da smo dobili podatek, da se že ustanavlja odbor 2024, ki bo preprečil Robertu Golobu, da bi, halo, Dej že, Ja, štrikaš, 2024 in zato je zdaj na povezavi Lenart Žavbi, ki nam bo povedal, zakaj ustanavlja odbor 2024. Gospod Žavbi, se slišiva? Hvala lepa, gospod Žavbi, in hvala, ker ste zdržali z nami.